spero dal mio cuore che sarai in Slovenia quest'anno, no? Diverso. Sì. Ecco, abbiamo fatto anche una disciplina per, come si dice, pagno. L'evento tipico dell'agricoltura slovena. Ecco, questo Questa è una cosa che facciamo noi qui, nei nostri laboratori, dove lavorano i ragazzi, imparano. L'uomo diventi per noi cibo di vita eterna. È come un poema al lavoro, no? Lavoro come dignità. bellissimo. Posso? C'è un ufficio dove imparano giovani a fare queste cose. Bellissimo, bellissimo. Artisti, Fatto di mano. domestici. Questo è il messaggio della pace. Anche questo. Faccio il mio meglio, Signore, è un privilegio, come sempre. Preghiamo per lei. Schuld! Mit! Signor Presidente, ecco, buongiorno, piacere di rivederla, Piacere, non mio. nella bellezza di Bled, No, però. ma anche qui qualche bellezza c'è. Thank you so much for your time. This was a beautiful occasion to meet once again. Several times. Well, That is the fourth time. four. And I promise you this is the last one. Can you be re-elected? Well, I've been once, so... Pomen dialoga, najprej in predvsem razhajanja, ki jih danes opažamo, zlasti v zahodnem svetu, nas silijo k temu, da razmišljamo, kako vrniti dialogu njegovo moč, da povezuje ljudi in ne da jih deli. S tem sva začela, potem pa dala veliko pozornost spravi. Bil sem presenečen, kako je dobro obveščen ne samo o nekaterih stvareh, ki smo jih naredili doma, ampak tudi recimo o dogodku na Bazovici pri Trstu. Vedel je za ta stisk rok z predsednikom Mattarello. Ko sva se pogovarjala o predsedniku Mattarelli, s katerim se bom danes večer sešel na večeri, se zdi, da sta tudi ona dva velika prijatelja. Govorila smo o pomenu takih simbolnih gest za to, da vse to ljudi povezuje v neko skupnost, kar se mu zdi papežu zlasti zdaj tako zelo pomembno pri izhodu iz te zdravstvene krize, da ostanemo skupnost, solidarna, povezujoča. Pogovarjala so se seveda tudi o odnosih med Vatikanom in Slovenijo. Povedal sem mu, da se trudimo urediti vse stvari tako, kot je prav, da bi bile urejene. Pogovarjala sva se na njegovo iniciativo o vprašanju v vzhodni soseščini, pri čemer ga je na moje, če smem reči odkrito presenečenje, zelo podrobno zanimal moj pogled na vprašanje Zahodnega Balkana, tudi v korelaciji z temi recimo nevarnostmi za mir severno na vzhodu med Rusijo in Ukrajino. Oba, če smem to reči, se zavzemava za mirno rešitev. Oba se zavzemava za dialog. Tudi ko sem potem govoril z glavnim tajnikom Svetega sedeža, sem poudaril, da
se sem in tja zdi nemogoče zaradi nezaupanja, ki vlada med Zahodom in Rusko federacijo, da bi prišlo do mirne rešitve spora. Vendar moramo tako rekoč skoraj za vsako ceno najti mirno rešitev, če ne želimo, da spravimo Evropo, zdaj, ko bi morala narediti eno renesanso po covidu na rob nekega obupa. Se pravi, mislim, da sem tako v pogovoru z papežem osebno, kot potem z glavnim tajnikom in svetovalci, da imamo isti pogled na odnos z Rusko federacijo. Kot sem dejal, pa na moje presenečenje ga je zanimalo, kako jaz po 10 letih torej tega voditeljstva Brdo-Briuni gledam na odnose med voditelji in odnose med narodmi. In tukaj sem mu dejal, da se zdi Zahodu pomembno po tolikih letih, da ceni recimo simbolne geste sprave, medtem ko tega absolutno ni, to absolutno manjka na Zahodnem Balkanu. Na Zahodnem Balkanu pripravljenosti za simbolne geste, ki bi kazali na to, da so se spravili z svojo bolečo zgodovino, te politične pripravljenosti ni. In presenetilo me je, zato je bilo mislim, da tudi dano to vprašanje z njegove strani, ali je nek ta človeški fundament skupnosti na Zahodnem Balkanu, zlasti v Bosni, ki očitno svetega očeta še posebej skrbi, ali je ta cement medčloveškega razumevanja in sobivanja tam dan. In gotovo je, vendar ga je treba utrditi. In oba ocenjujeva, da se podcenjuje ta spravni element, ki ga zdaj praktično ni. Vsekakor pa na koncu sva se vrnila k dialogu in k temu, da je treba najti poti danes tudi do mlade generacije, da je treba imeti ta medgeneracijski dialog in vse, kar, in s tem so zaključili, kar nas povezuje v skupnost. Danes je na preizkušnji in mi moramo kot odgovorni ljudje vsak na svojem položaju najti načine, da zavarujemo mir in strpnost in demokracijo. Če vas prvo razumem, tako torej s papežem kot s kardinalom Parolinom je bil poudarek na naših oziroma vaših pogledih na, bomo rekli, regionalno geopolitično sliko, pa vendarle ste lahko mogoče malo bolj konkretni tudi glede bilateralnih vprašanj, glede vprašanj cerkve, no vsezadnje tudi glede kakšnega vprašanja vernika, ki bi si želel, da bi papež Frančišek obiskal Slovenijo. Povod za moj 4. obisk je bilo praznovanje 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov. Prav simbolno je, da se je to zgodilo na naš kulturni dan, na državni praznik, ki je posvečen kulturi, je omaž kulturi, 8. februarja 1991. Jaz se tega še spomnim. 92, pardon. Jaz se tega še spomnim, 92. To je bilo zares, takrat smo bili gotovi, da je Slovenija postala suverena država in subjekt mednarodnega prava in mednarodnih odnosov. To je bilo tudi v pogovoru z glavnim tajnikom, sem povedal, tako prelomno dejanje. Namreč Sveti sedež je 13. januarja diplomatsko priznal Slovenijo, 15. januarja pa je takrat Evropska skupnost oziroma države takratne Evropske skupnosti so takrat priznale Slovenijo kot suvereno državo. Torej Vatikan še 2 dni prej. 8. februarja 1992 pa je prišlo do vzajemnega sporazuma o odnosih. Hočem reči, da v teh 30 letih so se odnosi med Slovenijo in Svetim sedežem vedno ugodno razvijali z vzponi in padci, vendarle je tukaj bil leta 2001 ratificiran sporazum, tako imenovani Vatikanski sporazum. Ta daje osnovo za urejanje pravnih vprašanj. To sem povedal obema sogovornikoma, papežu in glavnemu tajniku lansko leto jeseni, gostil slovensko škofovsko konferenco na kosilu, kjer smo se pogovarjali odkrito o nekaterih vprašanjih, ki jih je potrebno urejati v enem strpnem dialogu naprej, seveda na osnovi ustavnega načela ločitve cerkve in države. Tako da mi odnose ocenjujemo kot ugodne. Moram pa seveda reči, da
in vedno moram biti zelo previden pri takih stvareh, da nisem brez upanja, da bi morda papež Frančišek, če mu bo zdravje le dovoljevalo, kljub obveznostim, ki jih ima določene v letošnjem letu, morda vsaj za nekaj ur obiskal Slovenijo. To sem mu rekel, si zelo želim, vsi si v Sloveniji zelo želimo. Če bo to mogoče, bomo prav gotovo vsi zelo zadovoljni in mu bomo pripravili, kot sem rekel, nepozabno srečanje.